Dober dan, ponovno lepo pozdravljeni v naši družbi. Tudi vi radi vozite avtomobile, se radi vozite z avtomobilom. Potem je pa pa sem se sam zaštrikal. Kar do Avtotehne Vis, ki so tudi z Davorinom Stanovnikom, ki je vodja prodaje, z njim se je pa pogovarjala naša Pija. Tako da kar v Avtotehno Vis. Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se nahajam v Šiški in sicer tukaj ravno, lahko bi rekla, tik ob, ampak ne čisto Celovške ceste. In sicer natančneje v Avtotehni Vis, z mano pa je že vodja prodaje Davorin. Davorin, lep pozdrav. Lep pozdrav vam in vašim gledalcem. Torej, tukaj, ko sem se pripeljala, sem videla, da imate ne samo nove avtomobile na voljo, ampak tudi rabljene avtomobile. Bi rekli, da se mogoče bolj osredotočite na nove, bolj na rabljene, gre za enakomerno, enakovredno pomembnost? Mogoče našim gledalcem kar eno povabilo, ko prihajajo dopustniški časi in mogoče malo več časa za ogled vozil voznega parka. Avtotehna Vis, ki ima že dolgoletno tradicijo, smo osredotočeni predvsem na prodajo vozil. Kot nova vozila pokrivamo znamke Peugeota, Citroena in pa Opla. V zadnjem času pa vse bolj aktualno seveda zadostiti potrebam trga in ponuditi strankam tudi rabljena vozila, se pravi, kjer nismo fokusirani na nobeno znamko in dejansko znamo vam kot trgu ponuditi vse znamke vozil po visokih standardih. Ja, avtomobili izgledajo tudi tam, kjer so rabljeni, pravzaprav čisto novi. Imate kakšne posebne standarde za ta rabljena vozila? Ja, kot ste že sama ugotovila, skušamo res našim kupcem, našim zvestim strankam ponuditi maksimalno storitev in predvsem na tem segmentu mislim, da smo kar ločeni od ostalega trga, kjer vsako vozilo, ki ga prodamo vam kot stranki, gre skozi strogo sito priprave, se pravi nekje 350 kontrolnih točk, ki jih je deležen pri pregledu vsako vozilo in dejansko vi, ko se usedete, ko registrirate vaše vozilo, dobite vozilo, s katerim v prihodnosti nimate skrbi in dejansko vse, na kar mislite, je udobna vožnja za vozilo, ki vas je prepričalo v nov nakup. Od kod pa dobite ta rabljena vozila, ki so očitno večjih znamk, kot ponujate tukaj novih? Mogoče malce o naši zgodovini oziroma mogoče o naših lastnikih. Naši lastniki so družinsko podjetje družine Stihl iz Nemčije. V Evropi so znani kot eden izmed večjih koncernov, to je koncern Avah, ki na evropskem trgu pokriva skoraj 170 prodajnih oziroma skoraj 180 prodajnih salonov po celotni Evropski uniji, tudi na Balkanu. Tako da sama dobava vozil ni vprašanje in dejansko smo osredotočeni na vse evropske trge, se pravi od Nemčije, Avstrije, Italije, Francije, pa tako bi lahko še naštevali. In je res samo vprašanje, ali se z našimi lastniki znamo cenovno tudi povezati ali ne in potem določena vozila tudi dobaviti. Torej, vaša družina je razpeta čez več držav, kaj pa tukaj v Sloveniji? Niste edina poslovalnica v Sloveniji, tukaj v Ljubljani, vendar verjetno pa ste edina v Ljubljani, kaj ne? Tako je, v Ljubljani imamo edino lokacijo, kjer kot center rabljenih vozil in kot prodajalec novih vozil, mislim, da tvorimo kar eno izmed večjih avtohiš na tem delu. Naše podjetje pa pokriva tudi lokacije v Škofji Loki in pa v Kranju, kjer pa smo tudi uspeli v obdobju zadnjih 10 let lokacije oziroma
pridobiti kot nek standard lokacije, da je znana tako po centru rabljenih vozil, Zdaj pa imaš, ne? kot tudi po prodaji novih vozil, Avtotehnovis in pa znamke Opel. Zdaj, če se osredotočiva še malce na nova vozila, katera vozila so mogoče zdaj najbolj v trendu ali pa tudi pri rabljenih vozilih ne nazadnje? Katera vozila so tista, ki se trenutno najbolj prodajajo? So to mogoče povpraševanja po manjših avtomobilih, gre za večje, bolj družinske avtomobile? Ja, pri novih vozilih dejansko se mogoče kaže malce večji trend prodaje tako imenovanih SUV vozil. Predvsem na Oplu je zdaj z znamko kot tako prišla nova Mokka in prodajni rezultati so zelo dobri, spodbudni. Sama osredotočenost je tudi potem pokazala, da dejansko so SUV vozila tista, ki prednjačijo. Na drugi strani pri novih tudi mogoče Peugeot 2008, 3008 oziroma celotna serija Peugeotovih vozil za to oznako 2008, 3008, 5008. In pa tudi Citroena, konec koncev tudi na Citroenu imamo manjša SUV vozila, C5 Aircross, C3 Aircross, kjer so tudi prodajni rezultati spodbudni. Pri rabljenih vozilih pa nekako ni nobenih trendov, da bi lahko govorili o nekem trendu, katera vozila prednjačijo v smislu prodaje. Dejansko potrebe trga so tiste, potrebe vas kot kupcev so tiste, ki vas prepričajo v nek nakup. In danes vemo, da nekje pri rabljenih vozilih povprečna družina ali pa povprečen kupec, ki kupuje vozilo, dejansko gleda na neko ekonomijo prostora znotraj vozila, porabe in pa predvsem, bom rekel, neke tiste ohranjenosti skozi obdobje vzdrževanja. In ko potegne kupec črto pod to, dejansko so že toliko naučeni z trgom iz trga, da znajo potem pravilno izbirati. Koliko je pa povpraševanja po mogoče bolj ekoloških modelih, po kakšnih električnih, hibridnih vozilih? Moram reči, da na samem trgu pa govorimo ne samo iz vidika Avtotehnovis kot take, ampak tudi mogoče iz trga kot celote. Moramo reči, da ja, je, če gledamo porast prodaje je večji, kot je bil v preteklosti, ravno iz tega segmenta, ker v preteklosti teh vozil ni bilo. Če pa gledamo prakso kot tako, pa moramo reči, da so kupci še vedno zelo, ali pa bom rekel tudi z osebne izkušnje, smo zadržani do novih tehnologij, ki prihajajo. Predvsem na tem delu motorja oziroma motorjev kot takih, ki imajo novo tehnologijo. Vi torej vozite še bencinski avto? Žal ostajam še kar na dizlu, tako da tudi za potrebe službenih poti uporabljamo različne kombinacije in elektriko, in hibride, in dizelske motorje, bencinske motorje. Skratka, ni nekega pravila. Če pa, bom rekel, iz prakse prelevimo to na lastno izkušnjo, pa moram reči, da bencinski motorji so zelo ekonomični, so postali ne več tako požrešni, kot so bili v preteklosti. Se pravi, je že kar lepa primerjava tudi z dizelskim motorjem. Ni pa za zanemariti tudi elektrike oziroma hibridnih pogonov, kjer moram reči tudi iz lastne izkušnje za neke potrebe mestne vožnje, krajše relacije, se ne bi tudi odrekel hibridu oziroma električnemu pogonu. Mislite, da bo to vseeno prihodnost, električni pogon? Je prihodnost v kakšni obliki in pa v kakšnem razmerju, se pa dajmo pustiti še malo presenetiti oziroma prepričati znamke vozil, da nas one prepričajo, zakaj bi šli na neke nove tehnologije. Davorin Stanovnik, zaenkrat najlepša hvala. Pustimo se presenetiti tudi, kaj nas čaka po oglasih. Čaka nas namreč še drugi del intervjuja.
Dragi gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. Še vedno se nahajam v Avtotehni Visk, kjer je še vedno z mano vodja prodaje Davorin Stanovnik. Ponovno lep pozdrav. Zdaj, prej sva že kar nekaj govorila o tem, se pravi, kakšni so trendi na trgu. Ampak kakšen je pa na primer tukaj pri vas postopek, če si želimo pridobiti nov ali rabljen avto? Verjetno gre za podoben postopek ali celo isti? Ja, poglejte, sam postopek dejansko je dokaj podoben, ja. Je pa od 1.1.2021, odkar so spremembe pri zakonu o obdavčitvi davka na motorna vozila prišle spremembe, je prišlo tudi do dokaj poenostavitev v samem procesu. Vseeno pa tisto, kar je nekako bilo z spremembo predvideno, da se bojo vozila pocenila, da bodo uvozi novih ali rabljenih vozil cenejši, je ta oblika malce zbledela. Vsi smo bili nekje, se spomnimo, v lanskem letu, nekje oktober, november, december, v veliki fami, dajmo počakati še 2 meseca z nakupom novega ali pa rabljenega vozila, ker bojo vozila bistveno cenejša in tako naprej. In kar pa je nov zakon prinesel, ja, res je, zelo so se poenostavili sami postopki z obdavčitvijo, z posredovanjem dokazil do ustreznih organov in pa potem samo obdelavo za plačila davka na motorna vozila. Same pocenitve vozil pa ni bilo, oziroma dajmo raje reči obratno, vozila so se podražila. Če gledamo vozila za nas ljudske množice ali pa klasičnega potrošnika, kot smo, se pravi ljudski avti, moramo reči, da so se v povprečju za par 10 evrov kar podražila, če gledamo samo obdavčitev. Če pa gledamo nekje cenovno politiko na trgu, pa pridobivanje določenih vozil, bodisi iz uvoza, bodisi novih vozil, ki jih prodajamo potem na slovenskem trgu, pa dajmo si naliti čistega vina, so se v povprečju kar za 1000 evrov podražila. Na trgu rabljenih vozil mogoče zaradi določene stare zaloge in pa znanih težav oziroma ukrepov glede COVID ukrepov, je prišlo malo do zamika, ker starih zalog je bilo še kar nekaj, oziroma jih je še kar nekaj, ampak ne glede na to, pridobivanje novih zalog je pa bistveno težje, ker dejansko cene v tujini gredo v povprečju pa kar za cirka 20% navzgor v primerjavi z, če gledamo 2 leti nazaj. Se pravi, za ljudske množice, za nas kot kupce, se je pravzaprav spremenila samo cena ali tudi način pridobivanja? Ja, zdaj, če pogledamo, bistvena sprememba, ali pa vsej konec koncev govorimo o nekaj, ne vem, 20, 30, 40 evrov, odvisno od tipa vozila, tipa motorja, je dejansko sprememba navzgor, ki jo sicer pokrijemo uvozniki. Če pa pogledamo, bom rekel, vozila, ki so višjega cenovnega razreda, so se po povprečju kar za nekaj 1000 evrov pocenila, ker če smo bili, ne vem, bom dal za primer, v preteklosti vozilo, ki je bilo vredno 80 000 evrov, za katerega si mogel v preteklosti plačati cirka 4, 5, 6 tisoč evrov davka na motorno vozilo, je zdaj nekje ta davek odpade oziroma je nekje zgornja meja, ki ga plačaš za neko vozilo, nekje 1000, 2000 evrov. In ta razlika par tisoč evrov se pa bom rekel, na takih vozilih pa kar pozna. Dočim ljudska vozila, kot so Opel, Peugeot, Citroen, kjer govorimo o 1.2, 1.5, 1.6, 2.0 bencinskih, dizelskih motorjih, pa moramo reči, da se je DMV še celo podražil v določenih segmentih. Sicer je to minimalna vrednost, ki jo vi kot potrošnik ne boste občutili, ampak je dejansko pač manjši zaslužek nekega trgovca, ki se ukvarja z prodajo novih ali pa rabljenih vozil. In tudi Avtotehna kot taka
tega stroška ni prenašala oziroma ne bo prenašala na potrošnika, ampak smo pač, bom rekel, določene vzvode naredili, da bomo probali to razliko za neko količino pa pokriti. Je čudovito, da tako dobro skrbite za svoje kupce. Nad čem pa so pri vaših avtomobilih vaši kupci ponavadi najbolj navdušeni? Ja, pri novih vozilih pač z pestro raznolikostjo ponudbe, se pravi, na enem mestu imajo možnost izbirati 3 blagovne znamke, na enem mestu imajo možnost izbirati pri 3 blagovnih znamkah pestro paleto vozil, se pravi, pokrivamo dejansko vse modele, ki jih neka blagovna znamka lahko nudi. Moram reči, da predvsem na Opel strani je prednost pri nas tudi to, da smo eden, če ne kar največji trgovec Opel vozil, se pravi tudi hitra dobava, ki je predvsem pri drugih znamkah velik problem. Moram reči, da Avtotehna Vis kot taka ima dobro pozicijo na trgu in posledično tudi dobava ne zamuja oziroma znamo poskrbeti za pravilna naročila. Pri segmentu rabljenih vozil oziroma prodaje rabljenih vozil, tukaj pa moram reči, da glavne prednosti, ki jih vam kot potencialnemu kupcu omogočimo, je pa predvsem to, da vsa naša vozila, ki jih kupite v našem voznem parku, imajo 5-letno garancijo oziroma jamstvo. Se pravi, od dneva nakupa, ko vi vozilo daste na trg oziroma ga registrirate, vam prične veljati 5-letno jamstvo, ki je kar unikat na našem trgu, dejansko pokrije vsa vaša, oziroma na vozilu pokrije vse večje hibe, če bi nastale v obdobju vaše uporabe. Tako da ste tudi na rabljenem vozilu skoraj da na enakem kot pri nakupu novega vozila, kjer pa tovarniška garancija poskrbi za morebitna popravila za tiste dele, za katere vi ne morete vplivati in pride do okvar. To je ena. Druga zadeva pri rabljenih vozilih je tudi to, da velika raznolikost blagovnih znamk, nismo fokusirani samo na naše znamke, ampak dejansko pokrivamo celoten spekter vozil, ki jih lahko nekemu kupcu pridobimo, bodisi skozi tisto zalogo, ki jo imamo kot tako že na lokaciji oziroma prihaja, ali pa kot tudi, bom rekel, blagovna znamka ali model vozila, ki si ga neka stranka želi in se že vidi v njemu, ga imamo možnost tudi skozi našo veliko mrežo v tujini tudi po naročilu pripeljati za stranko. Od kod pa pridejo vaše zaloge? Kupce včasih zanima mogoče, iz katere države prihaja določen avto? Iz Evropske unije, bom rekel. Smo družina v Evropski uniji. Evropska unija je velik trg, glavnina še vedno prednjači nekje Nemčija. Veliko je tudi Italije, kjer imamo tudi pestro mrežo razvejano, Avstrija, Belgija, Nizozemska. Skratka, nismo omejeni samo na eno državo, ker prednost naših vozil, tudi ki jih pripeljemo iz tujine, je ta, da to niso rent-a-car vozila, ampak so vozila, bom rekel, uporabnikov, ki so pogodbeno vezani na uporabo vozil za 2, 3, 4, 5, 6 let in pa tudi pogodbeno so primorani ta vozila vzdrževati pri uradnih avtoserviserjih, kar pomeni, da za vsako vozilo, ki ga imamo tukaj v prodaji, obstaja servisna zgodovina po kilometrih, po datumih, kje se je vozilo servisiralo, kakšno vozilo je bilo v obdobju uporabe, ali so bile opravljena kakršnakoli ličarska dela. Skratka, tudi pred nakupom nas že seznanijo z potrebnimi deli in to je vse potem tudi kot dokazilo za vas kot novega kupca. Se pravi, da točno veste, kakšno vozilo lahko pričakujete in v bistvu kakšno stanje je v preteklosti bilo. V primeru, da moramo uporabiti našo garancijo, pa če sem prav videla, imate tukaj tudi servis, torej k vam pripeljejo vozila v primeru, da gre kaj narobe, v primeru uveljavljanja garancije? Tako je, ja. Zdaj,
Vsakdo, ko nastane nek problem, si misli, kam se moram obrniti, kaj moram narediti, a me bojo sploh sprejeli, a mi bojo pomagali. Glejte, v Avtotehni Vis vam pomagamo že od prvega trenutka. Naše sodelovanje se ne konča, ko vam prodamo vozilo, vendar se takrat sodelovanje šele začne. Pozabila sva na en velik del najnega pogovora, se pravi, nisem omenil še nič poprodajnega dela oziroma našega servisa, kjer že vrsto let skrbimo za popravila vseh blagovnih znamk. Imamo pestro ponudbo vseh nadomestnih delov, kjer znamo tudi priskrbeti vse nadomestne dele vseh blagovnih znamk. In ja, v bistvu ob nakupu se naše sodelovanje za ta del šele prične. Želja vam kot kupcu je ponuditi tudi servisni del, se pravi, da boste vi v vsakem trenutku vedeli, v kakšnem stanju je vaš avto, kje so vaši potencialne grožnje oziroma ne grožnje ali pa potencialni stroški, ki bodo mogoče v prihodnosti nastali in jih lahko kot take pričakujete. Znamo v bistvu prisluhniti vam kot potencialnemu kupcu, kaj si želite na servisu. Prisluhnemo vam tudi pri izbiri materialov, se pravi, da ne ponujamo vedno samo original nadomestnih delov oziroma materijala za servise in tako naprej. Skratka, tukaj da smo zelo fleksibilni, zelo prilagodljivi in pa kar je najbolj važno, ko bo nastal nek problem, imamo tudi v sodelovanju z asistenčnim centrom, tudi, bom rekel, asistenco, ki jo nudimo 24/7, vsem uporabnikom, ki pri nas v bistvu tudi prejmejo 5-letno jamstvo oziroma 7-letno jamstvo na novih vozilih in pa sklenejo tudi zavarovanje v naši avtohiši. In tako imate v bistvu sklenjen krog celotnih storitev, se pravi nakupa vozila, bodisi novega rabljenega, registracijo zavarovanja vozila in pa potem tudi vzdrževanje skozi, bom rekel, obdobje 5 ali 7 let, kolikor jamstvo traja. Kar je tudi pomembno to pri tem jamstvenem delu servisa, ko vi vaše vozilo vzdržujete, imate pri vsakem 3., 4., 5. servisu tudi brezplačno storitev v bistvu upravljenih delovnih ur za upravljen servis. No, vsekakor, kljub temu, da je odličen servis, upam, da ga bodo naši gledalci rabili čim manj. Verjetno je sploh zdaj poleti že tako ali tako malce povišano število obiskov servisa. Ja, predvsem vsakdo, ki gre na dopust oziroma ko gremo na dopust, se želimo prepričati o stanju našega vozila preventivno. Moram reči, ravno prejšnji teden sem odšel na eno daljšo pot in naši serviserji so mi zelo v bistvu lepo uredili klimatsko napravo, ker sem imel občutek, da slabo dela in je res puščala, tako da ja, vabljeni v naše servise, kjer vam tudi pred dopusti lahko naredijo hitro kontrolo, hitro indikacijo in pa potem tudi posledično, če že obstaja kakršnakoli težava z vozilom, da tudi hitro, v bistvu še pred odhodom na dopust, lahko ponudijo popravilo. Je servis sicer na voljo vsak dan, tako kot asistenca? Servis deluje od ponedeljka do petka, vsak dan nekje do 17. ure, tako da v tem obdobju so vam na razpolago naši prijazni sprejemniki za vse 3 blagovne znamke oziroma za vse ostale blagovne znamke, tudi ki niso v naši hiši. In pa tudi, v bistvu, če je potrebno kakšen dan, 2, 3, da pustite avto na našem servisu, vam je na voljo tudi asistenčni center, kjer vam tudi v bistvu v primeru, da morate pustiti vozilo pri nas, nudijo nadomestno vozilo. Kaj pa trgovina, tudi od ponedeljka do petka, mogoče delate ob sobotah? Ja, sama trgovina oziroma prodaja vozil v bistvu smo odprti od nekje vsak dan od 7:30, 8 ure, pa vse tja do 18. ure in pa tudi ob sobotah od 9. pa do 13. ure. Tako, se pravi, nič ne odlašajte in si le priskrbite nov avto, pa še
poservisirali vam ga bojo tako, da bo deloval kar najbolje. Davorin Stanovnik, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam. Tako. Vi pa le ostanite z nami, po oglasih se vračamo nazaj v studio Figovec.